Ampak gledajte, že leta 2022 je takratni minister za delo, minister Mesec, predlagal uvedbo božičnice, pa vi ga recimo takrat niste podprli, pa bi ga lahko, ampak ste zdaj prišli pred javnost in vi napovedali uvedbo obvezne božičnice, se pravi, vi ste prevzeli štafetno palico pri tem, ljudje bodo božičnico pripisovali predlogu Roberta Goloba, predsedniku Gibanja Svoboda, in dajmo ga voliti na naslednjih volitvah, ker mogoče bo poleg božičnice še kaj. Meni je všeč, da ste prepoznali, da je pravna svoboda tista, ki se v resnici za božičnico najbolj bori. Žal mi je, da nekatere stranke tega ne razumejo. Žal mi je, da so nekatere stranke v resnici proti koristi ljudem, ampak to je njihova strategija. Bom ponovil. Mi smo božičnico zapisali že v koalicijsko pogodbo. Božičnice ne uvajamo samo za eno kategorijo ljudi. V letošnjem letu smo skozi pokojninsko reformo, kjer je v resnici gospod Mesec minister, ki jo je izpeljal, in skozi napovedano božičnico tako za zasebni sektor, kot tudi za javni sektor, zaobjeli v celotno prebivalstvo. Ampak ljudje si jo bodo bolj zapomnili, ker ste jo predlagali zdaj, ne vem, pol leta pred volitvami, kot če bi jo čez 3 leta pošteno, a ni res? Vsaka vlada potrebuje en čas, da ukrepe pripravi. Mi smo bili prepričani, da bomo lahko izpeljali tudi obdavčitev premoženja in potem takrat tudi božičnico upeljali kot enega ukrepov. Žal se nam je ta del zavlekel, smo tudi en del opustili in zaradi tega je pač padla v ta čas.